Sicer pa cene goriv zaradi vojne v Iranu povsod po svetu letijo v nebo, podražitev v sredo lahko pričakujemo tudi pri nas. V številnih evropskih državah je za liter bencina in dizla treba odšteti že več kot 2 evra. Energetska kriza pa najbolj sicer pesti Azijo. V Hongkongu se cene goriv bližajo vrtoglavim 4 evrom za liter. Na Filipinih so zaradi pomanjkanja goriv razglasili nacionalne energetske izredne razmere. Več pa Melita Stolnik. Ena največjih naftnih kriz v zadnjih desetletjih neusmiljeno potiska cene naftnih derivatov vse više. Številni Nemci izhod v sili iščejo na bencinskih servisih v vzhodnih sosedah. Jedes Wochenende fahren wir jetzt nach Polen zum Tanken, weil wir es uns einfach nicht mehr leisten können bei uns. Schon gewaltig, ja. Wenn man 60 Cent sparen kann auf den Liter, ja. V Hongkongu, ki je popolnoma odvisen od uvoza nafte, so že tako visoke cene goriv dosegle neverjetne višave. Za liter dizla je na primer treba odšteti že več kot 3,80 evra. Kitajska krizo blaži s povečevanjem uvoza nafte iz Rusije. Taiwan's aviation authority just announced fuel surcharges will jump 157% starting April 7th. Druge manjše in gospodarsko šibke azijske države pa so začele pošteno zategovati pas. Omejujejo ulično in drugo nenujno razsvetljavo, uvajajo večurne izpade elektrike. Sangla na ako ng mga gamit para lang makapag-boundary. Pravi taksist na Filipinih, kjer ljudi že pesti draginja. Oblasti pa so zaradi visokih cen nafte in pomanjkanja goriva razglasile izredno stanje in skrajšale delovni teden. So my message to the government, can they at least try and implement something, come up with ideas, strategize so that the country we can go forward there, because of some of us depend on these cars. Se jezijo Južnoafričani. Medtem je Kenija, da bi stabilizirala domačo oskrbo z gorivi, omejila nakup bencina in dizla in ustavila izvoz. Namibija pa je za 50% znižala trošarine do junija. Nič drugače ni na drugi strani Atlantika v Latinski Ameriki, kjer so že poskočile cene živil. The higher prices go, the more of discretionary spending is taken out of the consumer's wallet. So, we're going to continue to see that, and I think it's already happening. In tega ne bo preprečil prav noben ukrep, če se vojna ne bo kmalu končala, so še jasni ekonomski strokovnjaki.